Slepi in slabovidni se veliko teže znajdejo v prometu, ker se lahko zanesejo le na sluh, so precej odvisni od zvočnih signalov, semaforjev in talnih oznak. Prihaja električni avtomobili, pa to se ga kar malo bojimo, ko ne bomo več slišali prometa, ker se tudi po sluhu orientiramo. A bolj kot pot v službo jim težave povzročajo aparature, od katerih so dnevno odvisni. Tehnološki razvoj veliko bolj poudarja vizualnost, manj zvočnost. Čedalje več naprav ima zaslone na dotik, ki slabovidnim predstavljajo veliko oviro. Na primer aparate, pralni stroj, pomivalni stroj, mikrovalovna pečica, štedilnik. Se pravi, tipke so touch, jih ni možno fizično otipati, poleg tega ne oddajajo zvočnega signala. Če bi imela orodja, ki jih uporabljamo pri delu, vgrajenih več zvočnih komponent, bi bila za marsikaterega slepega pot do zaposlitve veliko lažja, pravi Kotnikova. Recimo sam kopirni stroj, ki izpisuje na ekranu podatke, če bi tudi zvočno se oglašal, bi marsikatero oko bilo manj obremenjeno, marsikateri slabovidni bi lažje delovno mesto ohranil. V Sloveniji ima resnejše okvare vida med 30 in 40 tisoč ljudi, ali redkim uspe najti tudi zaposlitev.